moje ime je Uršula, pozdravljeni na mojem kanalu Orakelj luči Oracle of Light. Danes sem za vas pripravila napoved po tarot kartah za poletje 2024. Za to napoved po kartah torej lahko izberate med 3 kupčki in pa med 3 taroti. Torej prvi tarot Kravlje tarot in pa tale zelen kamenček, torej med tem zelenim kamenčkom boste lahko izbirali. Potem drugi je egipčanski tarot in pa tale kamenček. Tretji je pa Rider-Waite tarot in pa tale vijoličen kamenček. Pri gledanju bom drugače poleg tarota uporabila tudi kiparjeve karte, tele in pa kot vedno moje karte rozeta. Torej ta napoved je splošna, če bi pa želeli malo bolj natančno napoved, pa se lahko prijavite na moje e-novičke in prejmete napoved po vedski astrologiji. In to za vsa astrološka znamenja, seveda tudi za poletje 2024. Navodila so pa spodaj v opisu. Drugače vas vabim, da se na moj kanal naročite, da ga všečkate, zato da bo lahko to objavo videlo več ljudi. Tudi lahko kaj napišete v komentar, naprimer kakšna tema vas zanima, kaj bi želeli, da pogledam v prihodnosti, za prihodnost, in bom seveda izpolnila vašo željo. No, zdaj pa kar pojdimo na naše gledanje. No, pa kar začnimo s prvo skupino in pa s tem zelenim kamenčkom. Torej, tisti, ki ste izbrali zeleni kamenček. Kaj vas čaka, pa bomo najprej pogledali ljubezen. Torej, kaj vas čaka v ljubezni. Torej, prva skupina, tisti, ki ste izbrali Kravljev tarot, kaj vas čaka v ljubezni. Torej, tole poletje bo kar pestro, ker nas čakajo velike spremembe. Posebej v juliju nas čakajo spremembe, tudi v ljubezni in tudi v avgustu, torej julij in avgust bo zelo pester, kar se tiče ljubezni. Torej, prva skupina, kaj vas čaka v ljubezenskem življenju. Poglejmo. Prva skupina, torej vi ste ali začeli neko novo vezo v preteklosti, kar lepo vezo. Zdaj, če ste bili sami, če ste sami, potem ste tudi lahko zaljubljeni, lahko je tudi platonska ljubezen. Zdaj, če pa ste z nekom v vezi, pa zelo želite biti tudi samostojni. Torej, nekako ste v vezi, pa niste, ne? Torej, želite tudi ohraniti svojo samostojnost. Tako da tukaj je več možnosti, torej iz preteklosti. Torej, da ste se platonsko zaljubili, pa ste nekako ostali sami, lahko pa tudi ste v vezi, samo želite biti tudi svobodni na nek način. Ne? Trenutno pa se soočate z nekim razočaranjem v ljubezenskem življenju, katerega boste kar nekako dobro predelali, morali boste izbrati med več možnostmi. Torej, nekaj vas je razočaralo, nekaj vas je pretreslo, ste bili žalostni, lahko sumite, da ima partner tretjo osebo, torej, da ima partner drugo osebo. No? Torej, tretja oseba se je tukaj vmes lahko pojavila med vami in vašim partnerjem. To bi bil lahko problem. Torej, zdaj se to dogaja. Ne? Torej, v prihodnosti vam pa kaže, da boste morali izbrati, torej boste morali se odločati, vam bo zelo, zelo težko. Imeli boste občutek odrinjenosti, tako da tukaj bi znala biti kakšna tretja oseba, ki se vtika v vaš odnos, v vajin odnos, torej, ne glede na to, torej, če to gledate, ali ste moški, ali ste ženska, torej nekdo tretji tukaj je lahko. To je lahko tudi družinski član, torej ni nujno, da je to, bom rekla, neka oseba, tako pač v ljubezenskem smislu, lahko je tudi neka oseba, nek prijatelj, lahko družinski član, torej tretja oseba se vtika v vaš odnos. In to seveda ni v redu, to nikoli ni v redu. Ne? Sicer, kot sem rekla, nekaj boste rešili, ampak tukaj je lahko kar problem. Torej, v prihodnosti vam kaže, torej, da se boste morali čez poletje odločiti, imeli boste več izbire, se vam bo nekako odnos s to osebo ustavil, na nek način boste na neki, reka, mrtvi točki, na neki točki, ko boste morali sprejeti par pomembnih odločitev, počutili se pa boste odrinjeno v smislu ljubezni. Nekaj boste razočarani, lahko to tudi pomeni, torej, ko sem prej rekla, da ste lahko platonsko zaljubljeni, da ta vaša ljubezen nekako
ne bo uresničena, tukaj lahko tudi ponos vmes, pa je tudi zaradi tega lahko to problem. Boste mogoče zaradi tega imeli občutek odrinjenosti. Lahko bi bilo pa tudi kaj drugega, ne? Torej, če pa ste v odnosu, potem pa pomeni, da boste se tudi počutili odrinjeni, potem pa je tukaj verjetno ena oseba, tretja, no? In boste morali pač seveda s tem razčistiti, boste pa sebe postavili v ospredje, precej nihali, vam bo kar težko, torej včasih bo v redu, včasih ne bo v redu in potem dejansko čez poletje boste morali sprejeti neko težjo odločitev. Stvari se bojo počasi premikale, tako da boste morali biti strpni. Torej, čustva so, torej, bom rekel, če imate vezo, potem čustva so, ampak je tukaj problem, torej neko vmešavanje tretjih oseb, ne. Če ste samski in ste samo v nekoga platonsko zaljubljeni, boste verjetno razočarani, verjetno ste že, in boste potem izbirali in izbrali verjetno nekoga drugega, neko drugo osebo. Torej, ne boste več nekako se lovili med temi čustvi, ker vam kaže torej veliko nihanja, enkrat optimizem, pa potem spet pesimizem, a ne. Boste torej se začeli usmerjati k neki drugi osebi, verjetno, a ne. In tudi glede tega morali sprejeti neko težko odločitev. Torej, ne glede na to, ali ste vezani ali pa ste samski, torej boste morali sprejeti neko težjo odločitev, ki pa ne bo lahka. Drugače ste zelo ljubeča oseba, ampak imate eno žalost v sebi. To žalost lahko imate tudi že od prej, torej iz preteklosti. Imate pa tudi problem s ponosom, počasih ste prehitri v ravnanju. In v prihodnosti torej morate biti pazljivi, da ne boste prehitro zbrali nekoga samo zato, ker ste razočarani iz preteklosti. Pa imate pač te težje občutke odrinjenosti, to lahko izhaja iz družine. In ste mogoče tudi preponosni, da bi eni osebi povedali, da jo imate radi, pa mogoče tudi zaradi tega niste s to osebo, ker mogoče ta oseba sploh ne ve, da jo imate radi. Ste naven kot hladna, torej ste hladni, a ne, kot hladna kraljica, tukaj imamo kraljico mečev. Tudi velja isto to velja za vas, če ste moški, ste tudi precej hladen. No pa poglejmo, kaj kiparjeve karte kažejo v ljubezni. Kiparjeve karte tudi kažejo vmešavanje ene tretje osebe in obup zaradi tega, torej to je lahko tudi družinski član, torej ni nujno, da je to neka oseba, ki se zanima za vašega partnerja, partnerko, ampak je lahko neka oseba v družini. Zelo vas skrbijo stvari, torej vidi se, da ste neke stvari končali v preteklosti ali pa ste pričakovali, da se bojo končale. To je bilo zelo nepričakovano, ampak vas čakajo torej neke nove priložnosti in vam tudi torej kaže ponovno, se ponavlja informacija, da boste izbirali torej med, bom rekla, nekom iz preteklosti in pa nekom iz prihodnosti. Boste se zelo, zelo težko odločili. Je pa ta oseba za vas precej usodna. No, kaj pa pravijo moje karte Rozeta? Kaj pravijo moje karte Rozeta? Kaj prvo skupino čaka v ljubezni? Kaj prvo skupino čaka v ljubezni? Torej, če ste samski, boste čez poletje zagotovo nekoga spoznali. Torej, zaupajte, da bo vse dobro. Torej, vas je v preteklosti, ste imeli strast do nekoga, ki vam mogoče
ni bil dostopen, torej bi bila lahko neka platonska ljubezen, če pa ste bili v vezi, kot sem že prej rekla, pa torej se tukaj pojavljajo vplivi nekih tretjih oseb. Boste izbirali med več osebami in se tudi morali odločiti. Torej tukaj vam spet kaže podobno, da vas čaka neka odločitev, boste pa zelo iskali pravo pot. Torej med dvema osebama boste izbirali, posebej, če ste ženska. Torej posebej, če ste ženska, boste izbirali, tudi če ste moški, vam sicer prav tako kaže izbiro, samo moški mogoče ne boste želeli izbrati zdaj prav osebo, da bi bili z njo, boste se raje hoteli samo zabavati, medtem ko ženske bojo pa, če ste pa ženska, potem boste pa hoteli resno izbrati eno osebo. Se boste pa prav usmerili na cilj. No, zdaj pa kar poglejmo posel. Kaj pa vas poslovno čaka, torej prvo skupino, tisti, ki ste izbrali, torej temno-zelen kamenček. Kaj pa vas poslovno čaka? Torej, kaj vas čaka v poslu? Prva skupina, kaj vas čaka v poslu? Posel, prva skupina. V poslu ste pa mogoče malo bolj odločni, torej v preteklosti ste doživljali neke spremembe v povezavi z partnerstvi, lahko bi kakšno partnerstvo se vam končalo, torej lahko ste vzpostavili neko novo partnerstvo. Trenutno so vam stvari zelo jasne, torej kaj poslovno hočete, torej neke stvari ste že v preteklosti želeli nekako umakniti svojega posla, torej nekaj prekiniti, razčistiti. In vam je tudi jasno, da je to treba narediti, torej da neke spremembe v poslu nekako morajo priti, če hočete napredovati. Torej imate pa neko, bom rekla, neko sodelovanje, ki se torej kaže že iz preteklosti in tukaj bojo pa v povezavi s tem sodelovanjem boste pa dobili zelo dobre ponudbe. Torej, tudi če delate v nekih storitvenih dejavnostih, boste imeli veliko ponudb, torej veliko strank. Boste pa morali narediti preobrazbo in spremembo pri vašem poslovnem, torej tako sodelovanju, kot tudi na splošno pri delu. Torej, pri delu bo potrebno uvesti neke spremembe. Zdaj, to je pa lahko karkoli. Torej, neke stvari boste morali spustiti, če boste želeli iti naprej. In to vam je zdaj zelo, zelo jasno, da je to treba narediti. In vam kaže torej v prihodnosti napredek, uspeh, boste sicer utrujeni, včasih tudi mogoče malo nezadovoljni, ampak vas čaka tudi vzpon, torej vas čaka neka temeljita sprememba v poslu, ki pa bo za vas dolgoročno pozitivna, mogoče kratkoročno ne tako, ampak dolgoročno pa. Torej, ampak vas pa moram opozoriti, da ne morete, torej, ne sem govoriti, dajte tudi narediti dejansko neke stvari. Imate tudi eno žensko osebo, ki samo govori, ne naredi pa bolj malo. Tako da morate biti odločni, jasni, postaviti jasna pravila, boste se lotili enega projekta, ki bo pa zelo uspešen, tudi finančno. Torej, dajmo pogledati, kaj za posel, za prvo skupino pravijo Kiparjeve karte. Kaj pravijo Kiparjeve karte? Poglejmo. Kaj Kiparjeve karte pravijo, da boste tudi dobro zaslužili, da ste imeli v preteklosti, torej opravka z mogoče neko nepošteno osebo ali pa z osebo, ki je govorila stvari, pa jih ni naredila, tako kot bi jih morala. Mogoče ste s to osebo prekinili ali pa mogoče se vam dozdeva, da bi morali s to osebo prekiniti. Torej, nekaj ni bilo v redu, drugače vas čaka v poslu uspeh, čaka vas tudi več denarja, torej tudi boste precej uspešni, ampak spremembe so potrebne. Torej, spremembe so potrebne, imeli boste ljudi, ki vam bojo pomagali, s katerimi boste sodelovali. Imate neko skrb, torej nekaj, če imate družinski posel posebej, torej finančno vam bo šlo dobro, ampak je z vašim poslom so povezane tudi neke skrbi, ampak tudi spremembe. Kaj pa pravijo moje karte Rozeta? Kaj pravijo moje karte Rozeta? Zelo ste talentirani, torej malo boste morali tvegati
in prekiniti dejansko z eno osebo, ki vam jemlje veliko energije in priložnosti. Torej, tukaj imate nekoga, ki vam nekako nosi težave. Zaradi tega ste tudi včasih zelo nihate, ste žalostni. Lahko ste tudi sami taki. Torej, lahko ste sami taki, da pač želite neke stvari narediti, pa mogoče niste dovolj aktivni. Torej, imate nek načrt, ampak mogoče nimate dovolj volje, da bi nekaj naredili. Tako da tukaj boste morali torej, se malo premakniti naprej, malo tvegati. Vas pa drugače čaka torej, dobre finance, veliko strank, več strank, če delate v takem poslu, a ne? Ampak vas še enkrat opozarjam, torej pazite se ene osebe, ki se preveč vtika v vas. Ali pa sami sebe vprašate, če mogoče sami sebi ne delate škode z kakšnim ravnanjem vašim v poslu. Sami sebe overate mogoče na nek način. Lahko je tudi to. No, to je bilo za torej posel za prvo skupino. No, zdaj pa druga skupina in tisti, ki ste izbrali tale svetel kamenček, svetlo zeleno srce. Gremo z vami, torej in poglejmo najprej ljubezen, torej za drugo skupino. Kaj vas čaka v ljubezni v poletju 2024? Torej, to poletje bo kar pestro, veliko bo sprememb. Torej, če vas malo bolj natančno zanima, torej, da vas malo bolj natančno zanima, kaj se bo dogajalo v tem poletju, v letu 2024 se lahko prijavite na moje novičke in tam pridobite napoved po vedski astrologiji, po Džotišu za vsa astrološka znamenja. No, zdaj pa poglejmo torej za drugo skupino, kaj vas čaka v ljubezni. Torej, druga skupina, kaj vas čaka v ljubezni. V preteklosti ste imeli občutek žrtve, torej dogajale so se vam stvari, ki so vas nekako ujele v neko nemoč, torej imeli ste občutek nemoči, ampak to je bil bolj vaš občutek, kot pa dejansko stanje in nekako so se od tega tudi umaknili, torej nakazan je trud. Torej, če ste v neki vezi, potem ste tukaj imeli občutek žrtve, občutek stisnenosti in ste želeli iz tega ven. Če ste pa samski, pa prav tako, torej ste pa tudi imeli občutek, da ni nikjer nikogar, da bi bil z vami, mogoče na tak način. Trenutno tudi imate občutek odrinjenosti, ste žalostni, razočarani, nekako ne vidite nekih pravih priložnosti. Zdaj, če ste v resni vezi, potem tukaj v tej vezi mogoče ne vidite neke prave prihodnosti. No, ali ste pa čustveno nezadovoljni, imate občutek odrinjenosti, lahko tudi neka mogoče tretja oseba ali pa mogoče torej, sumite, da ima vaš partner neko drugo osebo, ne? To bi lahko bilo, no, ni nujno, ne. Torej, če ste v resni vezi, vas prevevajo neki občutki naveličanosti lahko tudi, no. Če ste samski, pa ne vidite priložnosti, torej ste pa razočarani, ne vidite torej priložnosti, ne veste, kako bi dobili nekoga, ki bi vas imel rad, si pa želite resno vezo. V prihodnosti vam kaže torej neko razočaranje, na žalost. Ampak vam v življenje pa prihaja v poletju tudi neka nova veza in to zelo dobra. Torej, tako da najprej verjetno vas bo čakalo neko razočaranje, a boste pa opravili z razočaranjem, boste rekli, ne, zdaj pa jaz to tako več ne grem, boste šli v akcijo in boste tudi uspeli. Torej, vam prihaja v življenje nekdo nov, torej nekdo, lahko je tudi nekdo iz preteklosti, no? Pa vas je mogoče razočaral, pa se bo nekako odkupil vam. Torej, zelo lepo vam kaže, torej prihaja neka lepa veza, torej v vezi boste, sami ne boste. To posebej velja za tiste, ki ste samski, torej vas čaka ena veza, če ste pa razočarani in ste v vezi, potem pa pomeni izboljšanje te veze, no? Torej, pozitivno, zelo pozitivno. Ne branite se sprememb. Torej, pojdite na kakšno potovanje s partnerjem, bodite bolj aktivni, tudi boste lahko šli na potovanje, pa se bojo tam razmere zboljšale. Bodite tudi odkriti do svojega partnerja.
Boste pa uspeli. Torej, kaj pa kažejo karte Kipr za drugo skupino za ljubezen? Kaj kažejo karte Kiprjeve? Torej, čaka vas, neke spremembe vas čakajo, zelo zanimivo, torej že v prvi skupini so bile spremembe, tudi tukaj kažejo spremembe v ljubezni in kot sem rekla, torej to je leto, to je poletje sprememb in leto sprememb in te spremembe bojo trajale vse do naslednjega leta, do pomladi. Torej čakajo vas neke korenite spremembe, torej če ste v vezi, vas čaka sprememba v tej vezi obstoječi. Morali boste opraviti s temi občutki žalosti, zavrnjenosti in razmisliti, kako hočete s to osebo, s katero ste, če ste v vezi, iti naprej. Morate biti bolj odkriti do te osebe. Če ste pa samski, potem vas pa čaka neka sreča, neko poznanstvo, lahko boste nekoga spoznali na potovanju, ampak boste precej zaskrbljeni. Torej, nekako morate najprej pri sebi razmisliti, kaj želite in opraviti z vsemi preteklimi bolečinami. Torej, če so vas ljudje v preteklosti razočarali, ni nujno, da vas bo zdaj ta nova oseba tudi spet razočarala. Ampak seveda, mi, če tolikokrat doživimo razočaranje, nas je strah. In to je vaš problem. No, poglejmo še, kaj pravijo karte Rozeta. Torej, veza vas zagotovo čaka. Vas čaka. No, kaj pa pravijo moje karte Rozeta? Ne bodite preveč naivni. Boste pa zaljubljeni. Torej, lepo vam kaže v ljubezni. Žalost je bila v preteklosti, zdaj se bojo pa stvari malo spremenile, izboljšale. Če ste samski, spoznate nekoga, ljubezen vam zagotovo pride, če ste v vezi, pride neka sprememba, pozitivna, zelo pozitivna sprememba vas čaka. Nova strast, torej se, bom rekla, malo informacije ponavljajo. No. Torej, spremembe pozitivne za drugo skupino in nova ljubezen. Torej, ali izboljšanje v tej vezi, kjer ste zdaj, ali pa nova ljubezen. Tako da super, ne? No, to je za drugo skupino vse za ljubezen. No, zdaj pa posel, druga skupina. Torej, kaj vas pa v poslovnem smislu čaka? Torej, druga skupina, kaj vas čaka v poslu? No, pa poglejmo, kaj vas čaka v poslu. V ljubezni vam kar v redu kaže. Bo. Zdaj pa še posel, torej kaj pa drugo skupino čaka poslovno. Druga skupina in posel. To so pa neke podobne karte, a nisem dobro zmešala. Ampak ja, lejte, to se je pokazalo. Torej, v poslu ste pa imeli en, bom rekla, dosti stabilen posel v preteklosti ali pa ste bili v svoji službi v poslu dovolj stabilni. Bili so neki premiki, neke spremembe, ampak ste se jih branili. Torej, ni vam bilo lahko sprejeti te spremembe. Trenutno ste nezadovoljni, imate občutek odrinjenosti, tudi imate občutek, da delate preveč, pa vas premalo plačajo. Lahko ste tudi mogoče na kakšni bolniški, torej imate težave z zdravjem, lahko mogoče kakšne bolečine, lahko ste imeli težave ali imate težave z revmo, z bolečinami v križu, v ramenih, v stopalih, torej noge, roke, kosti, okostje, torej lahko tudi zobje, lahko pa ledvice, mehur, tudi to bi bilo lahko kakšen problem, torej lahko bi bili trenutno tudi na bolniški, no. Če pa ne, potem ste pa slabšega zdravja trenutno, ker se vam poslovno tudi pozna. Čutite se ujete, boste pa napredovali v prihodnosti v redu, torej imeli boste mogoče malo občutek žrtve, to je mogoče zaradi slabšega zdravstvenega stanja, ampak tukaj vam kaže, da boste našli neko dobro rešitev, zdaj ali nekega, bom rekla, zdravnika dobrega, ali vam bo kakšen zdravilec pomagal. Torej, našli boste dobro rešitev in bo ta nemoč nekako izginila.
Drugače vam pa kaže neko dobro sodelovanje v prihodnosti, torej napredek, ki bo sicer postopen, morali se boste potruditi, ampak bo. Torej tudi nepričakovane stvari vas čakajo, torej ne kakšna izguba službe ali pa kaj takega, torej se bojo stvari malo izboljšali. Vi boste mogoče morali spremeniti malo vaš pogled na delo, pogled na službo, torej da se tako ne sekirate, no, zdaj se precej sekirate, ne, si jemljete k srcu. Ste žalostni, imate ta občutek žrtve in ko boste na to malo pogledali drugače, boste srečnejši. Tudi glede prihodkov vam kaže v redu, torej ne smete si govoriti, torej tukaj je zaznana neka jalovost, torej ne zmorem, ne bom, ne gre mi, ni čistko, no. Tukaj boste doživeli eno spremembo, finančno vam kaže tudi kar v redu, nek večji pritok denarja, ampak boste pa morali spremeniti vaš način, torej da se res tukaj ne obremenjujete in da gledate na stvari bolj pozitivno. Kaj pa pravijo kiparjeve karte? Ja, torej kaže vam neko sodelovanje, ki bo zelo v redu. Neko dobro sodelovanje v službi, nek prihodek, torej se ponovi informacija od prej, torej prihodki bojo boljši v službi, torej ko boste to krizo prebrodili, torej bom rekla z nekimi zdravstvenimi težavami ali kakšnimi drugimi, torej lahko se v službi počutite zdaj trenutno tudi mogoče odrinjenega, da vam mogoče ne dajo toliko priznanja, koliko si želite, da vas ne plačajo toliko, koliko si želite. To se bo malo spremenilo, ker se vam izboljšajo prihodki, ne boste več tako obupani, bolje se boste počutili, ampak morate začeti na stvari drugače gledati. Tudi z nekimi pravnimi zadevami, torej če imate kakšne pravne zadeve, boste zelo dobro stvari uredili in boste zadovoljni. Torej, vse skrbi, težave, problemi, torej mogoče ste imeli neke iluzije v preteklosti. Torej problemi, težave, skrbi se nekako umikajo. Umikajo se, stvari izboljšujejo na splošno v vaši službi, poslu. Kaj pa pravijo karte Rosetta za drugo skupino? Torej neko dobro sodelovanje, sem že prej rekla, torej neko sodelovanje bo. V preteklosti torej težave, občutki izgube, konflikti, neko ponižanje ste doživeli, torej od nekoga, neka pravila vam mogoče niso bila všeč, ampak v prihodnosti kaže, da boste dobro sodelovali z nekom, da boste postavili nova pravila, mogoče se boste tudi malo umaknili iz nekega, iz neke težje situacije, boste se umaknili od konfliktov, lahko od sodelavcev malo. Ali boste se pa mogoče, torej se boste umaknili od enih sodelavcev z drugimi, ki so pa v redu, se boste pa začeli bolj družiti in boste v redu. Torej nekako vas čaka neka sprememba v smislu komuniciranja, v smislu druženja. In boste mogoče torej upravili z ljudmi, ki so vas mogoče ponižali, vam dali občutek, da niste dovolj vredni, in ste bili zaradi njih žalostni, ste imeli občutek izgube. Mogoče v vašem kolektivu imate ljudi, ki vas imajo radi, ki bi z vami radi bili prijatelji, pa jih mogoče do zdaj niste opazili, jih niste videli, pa jih boste zdaj mogoče bolj opazili in bo to ta pozitivna sprememba. Ker vas čaka uspeh, nova komunikacija, nova svežina, nove ideje. Sami sebi boste postavili neka pravila v zvezi z odnosi in vam bo lažje. Ker v preteklosti ste pa imeli torej opravka z nekimi nedoraslimi ljudmi, z neko izdajo, z nekimi težavami, lahko je kdo širil kakšne čudne informacije o vas, to bi bilo lahko. Nekaj vas je v glavnem zelo razžalostilo in ponižalo in ste se čutili odrinjenega, ampak to se končuje in bo, torej, boste bolj pozitivni. Vašega šefa lahko pa čaka neka operacija ali pa nek poseg. Mogoče se bo tudi to malo spremenilo, da je bil nek čuden vpliv, težek, pa se bo zdaj ta vpliv mogoče malo spremenil. Ali boste pa mogoče dobili
neko drugo vodstvo, tudi to bi se vam lahko zgodilo. No, to je za drugo skupino za posel vse. No, pa smo že pri tretji skupini in tistih, ki ste izbrali tale vijoličen kamenček. Bom tukaj postavila, da mi ne bo spet ušel. No, pa poglejmo, kaj pa vas čaka v ljubezni. Najprej ljubezen pogledamo. V poletju 2024, ki bo zelo, zelo pestro. Čakajo nas spremembe, vsi planeti gledajo na škorpijona, na znamenje škorpijona. No, pa poglejmo, kaj pa tretjo skupino čaka v ljubezni. Kaj pa vas čaka? Tretja skupina, kaj pa vas čaka? Zanimivo, zanimivo. Torej, vi ste pa imeli eno hudo zadevo v preteklosti, torej en šok ste doživeli, torej bili ste z eno osebo, če ste bili z osebo, ki je veliko govorila pa nič naredila, torej sam bom rekla, bila je zelo nezrela, no, lagala vam je lahko tudi in v bistvu ste se počutili zelo odrinjenega, torej počutili ste se, da vas je ta oseba ponižala na nek način. Da vas je odrinila in ste kar doživeli šok, torej lahko bi imeli tudi zdravstvene probleme zaradi tega. Ali pa torej lahko s psiho, lahko s telesne težave in v bistvu je bil to za vas kar stres, torej velik šok, predvsem zato, ker vam je oseba obljubljala, lagala stvari in v bistvu ste bili potem zelo razočarani, ker vas je nekako odrinila od sebe ta oseba. Tako da jaz bi rekla, da če ste v vezi, potem je to zelo težka veza, če ste še vedno s to osebo. Bi vam svetovala, da razmislite, kaj boste s to osebo. Če pa niste, potem pa bom rekla, potem pa v redu. Ker zdaj vam pa kaže torej neka oseba, torej posebej za ženske kaže ena moška oseba, kjer je nakazan trud, torej ta oseba se je pripravljena za vas potruditi. Za vas pa kaže, da imate vse orodje v rokah, da imate zdaj pa lepo vezo. Torej, če ste pač tisto pustili za sabo, tudi če je zdaj to neka oseba, s katero ste še, je pa potem se tukaj zgodila res ena močna sprememba. Pomeni, da je ta oseba se odločila, da bo z vami. Torej, to pomeni za tiste, ki ste s to osebo iz preteklosti, ki bi vam lahko lagala ali pa mogoče govorila stvari, ki jih ni mislila, ali pa mogoče obljubljala, pa potem ni stvari naredila, da se je mogoče zresnila. Torej, to je za tiste, ki ste še s to osebo. Tisti, ki ste pa naredili spremembo, torej, da niste več s to osebo, da ste naredili prekinitev, pa pomeni, da ste z neko drugo osebo, ki je pa čisto drugačna. In v bistvu ta oseba je zelo sposobna, zelo strasten moški, za ženske velja, zdaj, če ste moški in gledate, pa potem to tudi ženska, ki je zelo strastna, lahko bi bila malo bolj taka moška, da bi imela malo bolj moške energije, če ste pač moški, pa to gledate, potem je ta ženska, bom rekla, bolj lahko imate moške lastnosti, da ima veliko energije, moči, lahko je tudi uspešna zelo v poslu, ker je pač veliko tukaj moške energije. Je pa drugače to, zdaj trenutno imate neko vezo, če ste v vezi, torej, ki je uspešna, ki je v redu, in ta oseba tudi se zelo trudi. Zdaj, če ste pa samski, potem se pa vi trudite, da bi spoznali nekoga in boste tudi spoznali nekoga, zelo v kratkem. Torej, v prihodnosti vas čaka sreča v vezi, torej, veliko je čustev, ljubezni, ampak lahko je tudi neko nezadovoljstvo, naveličanost, torej, mogoče boste se spominjali osebe iz preteklosti, pa vam bo mogoče žal, za nekatere stvari, lahko bi bilo tudi to, ampak drugače splošno vas pa čaka uspeh in sreča in zadovoljstvo. Paziti morate, da ne boste prehladni, zato ker ta izkušnja iz preteklosti vas je mogoče malo na nek način zresnila do te mere, da bi lahko bili v odnosu zdaj z novo osebo ali pa s to osebo, s katero ste ostali, ki je bila taka v preteklosti, malo bolj hladni. To bi se vam lahko zgodilo, ampak drugače vam v ljubezni kaže zelo lepo ljubezensko vezo. Torej, če ste pa samski trenutno, boste pa zelo hitro nekoga spoznali in boste imeli lepo vezo. Tako da tukaj imamo tudi dve osebe, ki sta si zelo kompatibilni, torej resna veza, lepa veza. Ok, dajmo pogledati, kaj kažejo karte Kiparjeve.
Za vaše ljubezensko življenje, torej tretja skupina, kaj kažejo karte Kiper? Kaj vam kažejo? Srečo, s to osebo bi lahko potovali, neka lepa veza, nekaj vas bo zaskrbelo, no? Nekaj vas bo zaskrbelo, imate še ta občutek iz preteklosti, da se bojite, da vam ne bi kdo lagal, da vas ne bi kdo spet pustil, bom rekla, nekako na hladnem, ne? Se reče tako v prenesenem pomenu, da vas ne bi nekdo odrinil, ampak ta oseba vas ne bo, no? Vas pa bo skrbelo. Vas bo skrbelo, ampak te skrbi so bolj kot ne odveč, no. Torej, neka velika sprememba se vam je že zgodila verjetno, no. Ali se vam pa ravno zdaj dogaja in je pozitivna sprememba. Morate pa paziti, da ne boste do te osebe preveč uradni pa prehladni, no, zaradi preteklih izkušenj. To je edino, no. Kaj pa pravijo za tretjo skupino moje karte Rozeta za ljubezen? Kaj pravijo karte Rozeta? Kaj pravijo karte Rozeta? Upajte, zaupajte. Torej, seveda, da ne smete biti preveč naivni, a ne? Nekaj boste žalostni v prihodnosti, ampak to je bolj zaradi nekih preteklih izkušenj, bi jaz rekla, no. Da se v bistvu bojite, bolj ste ratali previdni. V preteklosti ste tako in tako, torej, imeli sicer neko zaupanje, ampak ste doživeli eno večjo prevaro, ne, tako da to vas je res zaprlo kot osebo. Bojite se biti spet sproščeni, ne, v ljubezni. Bojite se, da ne boste preveč naivni, čeprav ste kot oseba precej čustveni, no. Tako da... Ampak, torej, ta veza, ki jo pa zdaj imate, torej, ali pa ki jo boste imeli v kratkem, bo pa v redu, ampak boste skozi nekako na trnih, ali je v redu ali ne, ampak vas čaka resna veza, lepo vam kaže, no. Tako da jaz se ne bi toliko sekirala, tako obremenjevala, no. Vas bo pa neka žalost včasih prevevala, no. Boste imeli še vedno včasih malo težave zaradi teh preteklih izkušenj. Boste malo bolj pazljivi, bolj previdni. No, kaj pa vam kaže v poslu, torej tretja skupina. Poglejmo, kaj vas pa čaka v poslovnem smislu, v službi, poslu. Kaj pa tretjo skupino čaka v poslu? Kaj pa tretjo skupino čaka v poslu? Torej, vas pa v preteklosti ste imeli neko zelo dobro ponudbo ali pa več ponudb, torej ste bili kar zadovoljni. Torej, zdaj, če glede strank, ste imeli dovolj strank, če pa na splošno, torej, hodite v službo, so bile pa tudi neke dobre ponudbe, torej, zelo pozitivna klima, no. Ampak tudi neka sprememba se vam je lahko zgodila v preteklosti. Trenutno vam je tako, vas malo moti, da eni ljudje določene stvari govorijo, pa jih ne naredijo, ali pa jih nekaj rečejo, pa naredijo drugače. Imate pa verjetno službo, kjer je veliko komunikacije. Torej, ogromno, mogoče morate strankam pomagati, mogoče jim morate neke stvari razlagati, torej, zelo veliko govorite. Ali pa se dogovarjate, ne. Imeli ste nek občutek odrinjenosti, ali pa mogoče imate občutek, da vas ne plačajo dovolj, ampak imate pa tudi, bom rekla, neko zelo, zelo dobro službo ali pa dober posel in neko dobro sodelovanje, ki vam za naprej kaže, da bo zelo uspešno, morate pa pričakovati nepričakovano. Ampak se pa nadaljuje in zelo veliko, zdaj, če imate stranke, potem boste imeli veliko dela s strankami, imate res ogromno ljudi, torej lahko imate nek posel, kjer imate veliko strank, lahko pa delate v neki trgovini ali pa v neki, ne vem, nekem poslu, ker izjemno veliko komunicirate, no. Lahko imate včasih tudi težave z nekimi težkimi ljudmi, no. Pa vas to mogoče včasih bremeni, ampak v poslu pričakujte nepričakovano neke nove ponudbe, pozitivne, vas bo pa nekaj tudi prizadelo, nekaj vam pa ne bo v redu, torej v ta posel, ki ga delate, bi se lahko torej tukaj vrinila neka tretja oseba, ki vam pa ne bo tako v redu, ena ženska. To bi vas pa lahko na nek način razočaralo, no.
Mogoče ta ženska ne bo dovolj zrela, mogoče ne bo naloga taka, kot bi jo vi radi. Tle morate stvari malo drugače pogledati, torej z drugega zornega kota. Pa vam bo v redu. Boste pa kar precej obremenjeni v prihodnosti, tretja skupina, s poslom in delom, tako da pazite na zdravje. Pa tudi kaže vam, da boste nekaj, kar ste delali v preteklosti, spet začeli delati. To vam pa tudi kaže in bo zelo uspešno to. No, zdaj pa pogledamo, kaj kažejo karte Kiper za tretjo skupino za posel. Kaj vam kaže? Drugače vam kaže kar v redu, samo pričakujte nepričakovano. Bojo neke spremembe. Spremembo ste sicer že imeli v preteklosti, pa tukaj, kjer ste zdaj, vas ne plačajo dovolj. Torej, imate možnost, da bi vas, torej vi veliko tukaj delate, kjer pač ste, ampak vas ne plačajo dovolj. To se bo tudi nekaj spremenilo v prihodnosti, pa veliko o tem razmišljate. Imate pa v prihodnosti, torej službo imate stabilno, ne kaže zdaj, da bi se v prihodnosti bile neke spremembe. Vi ste spremembo verjetno že naredili v preteklosti. Zdaj vam pa kaže v redu, kaže vam tudi več prihodka, več denarja, stabilnost. Boste se pa za naprej odločali, ali bi ostali tukaj ali ne in boste eno službo pustili. Ampak to je pa v daljni prihodnosti. Torej v roku 3 mesecev do 3 let vi zagotovo menjate. Nekaj vam ne bo všeč, torej nekaj vas bo razočaralo v službi, v poslu. In boste nekaj prekinili. Ampak boste potem zelo uspešni, tako da se ne rabite bati. Bodite bolj odkriti do sebe, delajte tisto, kar vam je všeč. To vam karte govorijo. Kaj pa moje karte Rozeta pravijo za tretjo skupino za posel? Tretja skupina za posel, kaj pa vam pravijo? Karte Rozeta. Torej, čaka vas neka odločitev, ampak to v daljni prihodnosti in vam zelo, zelo dobro kaže za posel. Torej, če imate stik s strankami, potem dovolj strank. Če imate, torej, kakorkoli stik s strankami, bo to zelo veliko dela boste imeli. Torej, tudi če delate kje drugje, kjer ni toliko strank, torej, ne glede na to, kakšno delo opravljate, boste v tem zelo, zelo uspešni. Veliko je dobre komunikacije, novih priložnosti, denar se vam zboljša, dobili boste pa tudi novo ponudbo, torej to vam kaže v daljni prihodnosti, da boste to, kar zdaj delate, spremenili in dobili neko novo službo boljšo. Ker tukaj veliko delate, pa mogoče vas ne cenijo toliko, se odločate, tudi je veliko nepričakovanih stvari, ki vas mogoče motijo, pa veliko delate, no, ampak v prihodnosti vas pa čaka zelo, zelo dobro, mogoče tudi povišica, nova ponudba, ampak neka sprememba zagotovo, torej ali boste to službo pustili pa začeli nekaj drugega, ali boste pa v tej službi naredili eno korenito spremembo. Tudi to je možno, ampak bo zelo, zelo pozitivno za vas. Tako da tretja skupina kaže vam dobro. No, to je bilo za vse skupine vse. Lepo vas pozdravljam in vam želim lep dan še naprej.